Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je zagorski župan in državni svetnik, gospod Matjaž Švagan. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za dobrodošlico, za povabilo in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Ne moreva mimo sredinega pesniškega večera najinega skupnega prijatelja Sandija Ritarja. Zanimivo je bilo, ne? Tudi v naši oddaji, ko je bil gost, je omenil, da ste se slišala pred samo predstavitvijo in tudi včeraj je malce v šali dejal, da ste mu dejali, da zdaj, ki pa je šla njegova knjiga, je pa rešena kurilna sezona za naslednjo sezono. To je bila šala, ne? Ja, res. Včeraj, v sredo je bil res prijeten večer. Eden takih najbolj spoštujočih, sploh v tej dvorani, ogromno ljudi. Mislim, da smo vsi presenečeni in pa zadovoljni odšli od tega prijetnega večera. Sandi Aleksandra, kot je včeraj rekel, da želi, da ga kličemo. Zame je Sando ali Komba. Res pa, da v šali, ko smo se pogovarjali, koliko izvodov je izdal te svoje pesniške zbirke, sem tudi malo se pošalil, vendar pa njemu to vedno prav pride. Kar pa pove, ne pove iz hudobije, ampak iz svoje pozitivne energije in za ljudi, ki to poslušajo, iz drugače, kot če jaz to rečem, ali pa on ne. Ste včeraj kaj budno spremljali, če bo kakšna vaša pesem tudi prebrana? Ker v nekaterih teh pesmih, te pesniške zbirke ste tudi vi omenjeni. Ja, vsi, ki smo bili tam prisotni, vsakdo je pričakoval, če bo kakšna pesmica prebral od koga, od prisotnih. Vendar je zelo, na prijeten način se je lotil tudi mene. Ampak, kot sem rekel, jaz sem se zelo nasmejal in kot politiko človek moraš tudi te stvari sprejemati, ne sme biti užaljen in če poznaš njega in njegovo izražanje, lahko rečeš Sandi, samo kapo dol. No, zagotovo pa niso bili samo lepi trenutki v tem času. Eden tistih, ki ni najbolj prijeten, je zagotovo to, kar se je zgodilo v Trbovljah, s tem podorom skal, ki podobnega se lahko tudi še kje drugje v Sloveniji, pa predvsem v Zasavju zgodi, ker so stare kamnine že zelo načete in zelo tako v takih kotlinah živimo. Kako ste ta dogodek spremljali? Tudi Zagorje zaradi tega zdaj bolj obremenjeno, kar se prometa tiče, ne? Tako je. Ves promet gre po tako imenovani obvoznici iz Trbovlj do Zagorja. Županjo smo takoj v soboto stopila v kontakt. Tudi gasilci so takoj v jutranjih urah ponudili pomoč pri reševanju in lahko rečem, da tukaj smo pokazali tudi Zagorjani, da ko je nesreča, tudi mi pristopimo svojo ponudbo v narekovajih v smislu reševanja te problematike, ki je res velika. Seveda ta cesta skozi Slačnik je smrtno nevarna, tako zaradi same postavitve v prostor, kot zaradi slabe ceste, tam je ogromno plazov. To se je prepričal tudi v sredo, ko se je po tej cesti peljal infrastrukturni minister, gospod dr. Peter Gašperšič, in se je prepričal, da je v zelo slabem stanju, ampak je pa tudi povedal, da so po slabem stanju tudi državne finance. To pa je velik zalogaj in da kar kakšno leto, dve še ne bo prišlo do sanacije te ceste, ki pa je zelo potrebna, ne? Vsekakor je nujno potrebna. To se je pokazalo tudi v tem primeru. Na moje zadovoljstvo nam je uspelo le priti v načrt razvojnih programov za izgradnjo mostu. Tega vojaškega mostu, ne? Tega vojaškega mostu, Beli most, da končno po usklajevanju, ki so bila zelo težka, tako z lastniki zemljišč kot prebivalkami in prebivalci, kot z ministrstvom za infrastrukturo, da končno letos dobimo javni razpis za izgradnjo novega mostu, za infrastrukturo lokalno, kar se tiče pločnikov, javne osvetljave in da res
to točko spravimo na višji nivo, seveda je pa potem nujno potrebno še investicija strani države tudi proti Slačniku oziroma Trbovljam. No, ko sva že tudi pri tej cesti, pa tudi v teh dneh, ko je veliko prometa skozi Zagorje, pa tudi zelo bistveno bolj je obiskana železniška postaja v Zagorju. Nekateri so malce negodovali, ker so bili tam tudi policisti in so nekako usmerjali, da ne bi bilo parkirišče preveč polno, ne? Je bilo to potrebno? To je bilo nujno potrebno. Seveda policisti niso nastopali iz naslova dejanja kazni, ampak zgolj zaradi varnosti, usmerjanja prometa. Tudi moje sodelavke oziroma sodelavci so bili kot redarji na tem predelu v pozitivnem smislu, da vsakdo lahko parkira. Imeli smo tudi plan B, kako na kakšen način, če bi prišlo še več avtomobilov, tako da razmere so obvladljive in vsakodnevno spremljamo, predvsem pa opozarjamo na to šolsko pot proti osnovni šoli Ivana Skvarče, kot dr. Slavko Gruma, kot samega vrtca Smrci, tako da razmere so alarmantne v narekovajih. Še teden bodo verjetno zdaj še toliko bolj, ne? Tako, sigurno še kak mesec, da bo prišlo do trajne sanacije, pa saj delne sanacije, kot je obljubil minister za infrastrukturo, in jaz upam, da potem bo ta varnost maksimalno zagotovljena. Je pa tudi ta cesta, kjer je spodaj, kjer so spodaj granitne kocke, ne, pod asfaltom, torej od občine proti cerkvi pa naprej, tudi zelo v slabem stanju, ne. Vsako malce bolj mrzlo vreme, kakšno pluženje jo poškoduje in kakšna flika asfalta pade ven in se spodaj vidijo kocke. Tako da verjetno bo treba tudi to cesto enkrat celovito sanirati, tudi zaradi tega, ker je pločnik že v isti višini skoraj kot cesta, ne. Ja, tudi to je sestavni del izgradnje te ceste proti Trbovljam. Nenazadnje je to tudi avtobusna proga, ki mora biti varno zagotovljena. Kar pa se tiče same infrastrukture, smo pa tudi v pogajanjih, da se od semaforja proti čistilni napravi tudi ta cesta obnovi, ne da se zgolj delajo flike na posameznih predelih, kot se reče. Obljube so bile že dane, vendar pa, kot je minister povedal, da enostavno ni sredstev, čeprav moje mišljenje, pogledi so pa ta, da vlada bi morala dati prioriteto sami varnosti v cestnem prometu, nenazadnje pa tudi vplivati na gospodarsko rast, kar se tiče gradbeništva in celotnega BDP-ja v Sloveniji. Skratka, bi moral biti en večji finančni zalogaj, zamah in pa zalogaj za vlado. Sploh zdaj, ko mogoče kakšni gospodarski kazalci kažejo malce boljše, ne, in se malce več pride v proračun. Ko ste že omenili plaz, ko sva že govorila o plazu, o Podoru, Skalu, v Trbovljah, je nekaj kar precej nevarnega tudi v Kisovcu. Govorila sva že o tem plazu na cesti na Zlatem polju. Sicer zdaj miruje, ampak tam nad tem plazom sta dve večji stanovanjski hiši in vi verjetno še vedno čakate na odgovor države, kdaj bo to plazovito področje sanirala, ne? Ker je pa tam kar precej nevaren predel, je pa tudi res, da je edina cesta do tega naselja, no. Je še en obvoz, ampak zelo slab, ne. Kdaj računate, da se bo to, da res ne bo prišlo do tega, da bi se hiše premaknile spodaj v naselje? Projekti so tukaj izdelani, prav tako tudi meritve. Ta sanacija je nujno potrebna, iz proračuna teh sredstev ni, da bi šli v tako veliki poseg. Vsekakor pa to stvar nas pri lobiranju, dogovarjanju v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Vsekakor pa imamo v Zagorju veliko plazov, ki so že v čakalni vrsti. Samo na primer most IGM, ki je že skoraj 5 let v čakalni vrsti. Vmes smo dobili celo pozitivne sklepe, naredili javni razpis, izbrali izvajalca, no na koncu so nam to, po domače rečeno,
Vzeli, no sedaj pa smo šli v javni razpis z lastnimi sredstvi za sanacijo mostu, tako da v letošnjem letu bo ta most IGM tudi na novo zgrajen. Ampak tu pa je malce bolj nevarno, ker so le hiše, ne? Ja, ampak se strinjam z vami, jaz sem samo želel povedati, Da je na večjih koncih, ja. kakšen je odnos države do lokalnih skupnosti in vsekakor je to problem, ker ti na koncu gre za nepremičnine, gre za varnost ljudi, mi se tega zavedamo, vsekakor pa, kot sem rekel, državni proračun je takšen, kakršen je, smo dokaj uspešni pri pridobivanju sredstev, seveda pa bistveno manj, kot bi lahko bili v drugih časih in razmerah. Mogoče povabiti še ministrico za okolje in prostor, da si še ona ogleda to plazovito področje, ne? Ker tudi vsi ti uslužbenci, ki so si po fotografijah ogledovali prodor skal, so potem, ko so prišli v živo, videli čisto drugačno sliko in tudi hitreje ukrepali, ne? Tako da mogoče naslednjo vabilo ministrici za okolje v Zagorje, da se sprehodi skozi zagorska plazovita področja, ne? Ampak zato bi potrebovali kar cel dan, da ji pokažemo, ker ti občine 150 kilometrov, velika Podkum, skratka, tudi na predelih, ki jih ne vidimo, so pa ogrožene hiše. Nenazadnje smo v lanskem letu na Podkumu, kjer je bilo okrog 1 milijon evrov škode, morali celo eno družino izseliti iz hiše, kajti ogroženo je bilo življenje in pa sama nepremičnina. Torej upamo, da se bo to čim prej uredilo. No, ko sva še v tem naselju Cesta na Zlate polje, mi dva sva že govorila o slabo urejenem odvodnjavanju, kjer voda iz ceste, iz skakavnika nekako teče proti zemljišču družine Uran Šinkovec, ne? In ta družina je poslala tudi pritožbo na direktorici inšpekcije za okolje in naravo in ona si je te posnetke pogledala in tudi napisala: predlagam, da ukrepate zoper tiste, ki so gradili cesto, ki bi morali to storiti strokovno in odgovorno, ne? Zdaj ona ocenjuje, da cesto pa vzdržuje občina verjetno, ne? To asfaltno cesto pluži. Tako da verjetno je tudi občina potem dolžna, da uredi to odvodnjavanje, da ta voda res ne bo tekla po zemljišču družine Šinkovec. Je kaj več, imate kaj več podatkov, da se bo to v doglednem času uredilo? Prejšnji teden smo se še enkrat skupaj ugledali z družino oziroma stanovalci tega predela in dogovorili smo se, da takoj v naslednjih dneh s svojimi sodelavkami in sodelavci pridem na lico mesta in da vidimo, kako na kakšen način najti rešitve. Pokazali so mi še dodatne posnetke. Tudi še pri tej novo zgrajeni cesti, kjer ni rešetk, ne, in potem se voda zliva, ne. In to je nedopustno in bo nujno potrebno, da izvajalec popravi, ne. Tako. Torej si boste ogledali in bova potem v naslednji oddaji lahko kaj več o tem povedala. No, seveda se je pa v tem letu so se zgodile tudi položnice, ne, za komunalne storitve in kar precej občanov je nas poklicalo in je reklo, ko boste naslednjič gostili župana, mu predstaviti ta problem, vmes ste že s tem seveda močno seznanjeni, verjetno ste imeli tudi sami veliko klicev, tudi ljudje so zbirali peticijo, ker so enostavno razočarani, ko so pogledali na položnico in kar precej višji zneski, tako se je podražila kanalizacija, potem tudi zaradi novo zgrajene čistilne naprave se je tudi tu za nekaj evrov podražilo. Potem pa ste v izjavi za javnost napisali, da tistim uporabnikom, ki jim je bila pomotoma zaračunana omrežnina in storitev čiščenja komunalne odpadne vode, čeprav še niso priključeni na čistilno napravo, bo Komunalna Zagorje še ta teden izpostavila oziroma kratkem izstavila dopropis z opravičilom, ne. Zdaj, nekaj je bilo napak, nekaj je pa verjetno predpisano, da se podraži, ne, čeprav, ne vem, je bilo treba za toliko, da se podraži?
Vidite, po vsaki investiciji z evropskih sredstev se naredi elaborat, ki ga moramo tudi predstaviti, koliko pride komisija, pregledati celoten projekt, kako smo oblikovali ceno. Večkrat sem že poudaril, da noben župan zaradi kolektorja in čistilne naprave ni dobil volitev, ravno nasprotno, več sovražnikov kot prijateljev, je pa to naložba v prihodnost. Nekatere občine so to zgradile že pred 5, 7, 8 leti in plačujejo skoraj isto ali več položnice, kar se tiče za delovanje čistilne naprave oziroma samega kolektorskega sistema. Obžalujem in seveda sam moram reči, da tudi danes oziroma na seji občinskega sveta bom predstavil dodatne ukrepe, kaj mora narediti javna podjetja v lasti občine. Ne smejo se zapirati, še podaljšati, vsaj kar se tiče same uprave, svoj delovni čas, da je ta komunikacija boljša med njimi in pa občankami in občani, ki so bili pri meni. Jaz jih moram izredno pohvaliti, kajti zelo dober odnos, sama diskusija, ki mi je še bolj odprla oči tudi pri problematiki ogrevanja v občini Zagorje ob Savi, ki je razburila celotno slovensko javnost, kajti znano je, tudi če nič ne porabiš, 40% moraš plačati skupne porabe za kurilno sezono. To je uredba vlade in bi tudi morda koga povabili, da bi dodatno pojasnil, zakaj, kako, na kakšen način. In na podlagi tega pogovora bomo mi tudi sklicali vse predstavnike svetov stanovalcev, ker bomo predstavili tudi ceno ogrevanja, ker gre pa za položnice več 10 ali 50. Govorimo za tisto daljinsko ogrevanje. Tako, daljinsko ogrevanje. Sploh je problematično tam, kjer so investirali v energetsko sanacijo stavb in so pričakovali seveda najmanj 30-40% nižji račun za ogrevanje, potem pa jih je presenetilo pa še višji račun. Ravno nekaj zaradi tega, tudi tisti, ki šparajo, zdaj plačajo 40%. Plačajo več, 40% je tisti fiksni del, ostalo pa glede na porabo. S tem, da smo morali za te merilne naprave vsi stanovalci tudi investirati. Tako, in to, kot ste omenili, sanirali so strehe, fasade, sedaj plačujejo tudi obroke za plačilo same te investicije, poleg tega pa še večje položnice, tako da ta razprava bo v Zagorju. Seveda pri položnicah za komunalne storitve je občinski svet soglasno sprejel razen 2 državnima glasovoma oziroma proti, ker je pač to nujno potrebno oziroma sama investicija se mora pokrivati. Občinski svet je sprejel tisto, kar ste vi predlagali na seji občinskega sveta. Tisto, kar je predlagala komunala, ko je naredila analizo. Komunala je pa javni zavod občine Zagorje. Tako, in občinski svet je potrdil, da naj bi se položnice podražile za... Tudi vi ste se strinjali, ne? Vsekakor se. Ja, no to, ja. Gre za projekt, ki je evropskega značaja in ne morem jaz... Torej, to ostane, zdaj, če sva plastična. To ostane. To ne more tudi, ali lahko mogoče pa sprejmete na občinskem svetu še dodatni sklep, da pa občina najde rezerve in ta del nadomesti, ne vem, preko subvencije ali pa kako drugače. Ja, občina lahko da subvencijo. Vse, ko daš subvencijo in moraš vzeti primerne porabe, katero dobiš od države. V kakšnem stanju so občine v Sloveniji, vsi vemo, 50% občin, kar je prvič v zgodovini. Pa razmišljate, da bi vsaj delno subvencionirali to, recimo omrežnino pa delovanje čistilne naprave? Ne, občinski svet. Da ne bi to se preložilo na občane. Glede, tudi če bi šlo za par evrov znižanje, bo še vedno zgodba, ki nas čaka, so smeti. To je bila investicija... Tega se bo dotaknila Ceros, ne? Ceros. Zgodba je povezana, glede položnic. In kot sem rekel, seveda pri teh položnicah, kaj se nam naredilo, kar nismo vedeli, ne jaz, ne člani občinskega sveta, šlo je za poračune za leto 2015 za vodarino, potem je šlo za menjavo števcev, predvsem v teh večstanovanjskih objektih, ki so nekateri... Torej, realna položnica bo zdaj
ta, ko bo zdaj prišla, Tako, ja. kjer ne bo več ne proračunov, ne? To Tako. bo realna. In to Potem se bo najbolj videlo. Tako, in ta položnica ne bi bila In ta položnica, ko bo zdaj prišla, ne se primerja z novembrsko. Tako, ja. In tam se bo najbolj videlo, koliko je dražje. Tako. Definitivno pa je dražje omrežnina, ne? Tako. In čiščenje zaradi čistilne naprave. Tu se pa spet nekateri občani, pa tudi nekateri občinski svetniki, mislim, da tudi gospod Štendler, ki ni bil na tej seji, nekako so se javno izpostavili in napisali tudi prek teh socialnih omrežij, da če občina ne bi se odločila za tako, recimo, za tako drago čistilno napravo, torej za čistilno napravo v obliki ladje, ki je stala recimo okoli 250 000 evrov, govorim skozi prste, pa še kakšno drugo zadevo, pa še recimo za kakšne novoletne zabave, pa tako naprej, da bi pa mogoče tudi manj šlo tudi denarja iz proračuna, ne? Ker tudi če je kaj povečano, gre, tudi če je več sredstev iz Evrope, potem tudi več iz občinskega proračuna. Kaj odgovarjate? Bi se kaj zmanjšala položnica, če te investicije recimo v ladje 250 000 evrov ne bi bilo? Ne, to je bilo okrog 160 000 evrov. To je nekaj več kot 1% celotne investicije. Seveda pod odločitev, ki je bila na občinskih svetih tudi sprejeta, da se v ta projekt gre. Glejte, vsak cent, evro danes šteje in jaz se tega popolnoma zavedam in imam ta občutek še vedno, kljub temu, da sem že dolgo župan. Žal pa pri teh položnicah nekateri niso znali oceniti, kaj pomeni 1 evro ali pa kakšen cent. In zato je bilo to razburjenje seveda upravičeno. Morda celo premalo informacij v zadnjih mesecih, kaj se bo dogajalo s temi položnicami, kako na kakšen način se bodo povečevale. Kot sem rekel, 3 faktorji so vplivali na to. Uredba vlade jasno pove, če imaš investicijo takšno, kakšno imaš, moraš zračunavati na podlagi elaborata toliko in toliko. Če bi šli subvencijo iz proračuna, kot sem rekel, 50%, bi se to poznalo 5 evrov, kar je veliko za posameznico oziroma posameznika. Na leto 60 evrov, ne? Tako, in mi se tega zavedamo. Torej, to je ena od možnosti, ne? Tako, ampak potem, kajti ta sredstva so namenska, ki pridejo za omrežnino. Bo kje drugje zmanjkalo. In potem gre to namensko za investicije. In moraš dati iz primerne porabe, se pravi, jaz razumem, da 99%. No, ampak marsikdo reče, potem pa ne 25 000 evrov za Severino, ne? Glejte, predlog, ki je strani gospoda Štendlerja, da za 80% znižamo te neumnosti in pa te prireditve, ne. Glejte, mi lahko 80% znižamo in enostavno vse ugasnemo, vendar pri položnicah se to ne bo poznalo. Zagotovo ne? Zagotovo ne, ker občinski svet je soglasno potrdil te cene v septembru oziroma decembru. In pa še s podsklepom, ki sem ga omenil, čaka nas še večja položnica za smeti, za Ceros. Kar je tudi nerazumljivo strani občanov, ko nekako poslušajo, da se bo zdaj še bolj sortiralo, da pa tudi nekaj seveda od tistega, kar bolj sortiranega od odpadkov tudi prodalo, ne? Po drugi strani bodo pa več plačevali, ne? Sej vem, občina je tu zelo malo oziroma nič, ne? Država je to sprejela. Glede, tudi včeraj, ko sem gledal, 95% plačamo elektriko, 65% plačamo podajatve za elektriko. Ja. Pa ni bene subvencije ali pa kdo, da bi kaj razmišljal. No, se tu imam tudi en račun za recimo vodarino, 0 kubikov, ne, za Nezlakah, ne, na koncu pa račun skoraj 9 evrov, ne, za nič porabljene vode, ne. Tako. Ne? To je omrežnina, ja, in vse ostalo, ne. To je pač fiksni del, ki ga mora vsak uporabnik. Ampak seveda, ko nekdo dobi, da nič ne porabi vode, ne, in ko dobi račun, se reče, joj, ne, isto tam 40% plača za toplotno energijo, čeprav ima recimo zaprto, ne, radiatorje, ne. Dobro, seveda, mu grejo spodnji pa zgornji stanovalci, tudi to treba povedati, ne, da so tudi zaradi tega to sprejeli na vladi, ker so nekateri se lepo šlepali po domače na račun tistih, ki so imeli pa radiatorje odprte, ne. Tako.
Ampak mogoče pa 40% res preveč, mogoče bi bilo 20 dobro, ne? Ne? To je diskusija, ki bi lahko trajala nekaj ur. Kot sem pa rekel, smo ujetniki enih uredb in zakonov, ki jih moramo uresničevati. Populistično delati stvari, gledajte, moja odgovornost je, mi imamo že 4 milijona 100 tisoč evrov subvencij v proračunu. In vsake subvencije, dolgoročno ne jedejo proračun. Povprečnine se nižajo občinam. In jaz kot župan sem odgovoren za stabilnost proračuna. Kar se tiče pa ostalih dogodkov, ki so za nekatere, da so kao neumne in da so nepotrebne v... No, ali pa predrage, ne? Predrage, ne? Da bi se dalo lahko s kakšnim slovenskim ansamblom bistveno ceneje, ne? Recimo tudi za primer. Jelena Rozga, niste še povedali, koliko je stala, ampak tisti ansambel slovenski, Folki Doli, mislim, da niso dobili več kot 1000 evrov, ne? Ta primerjava, domač ansambel toliko, pa vrhunski, lahko rečem, Jelena Rozga je pa verjetno dobila, ne vem, 20 000 evrov za novo leto. Ne, nimam podatka, imate vi? Mislim, da je 16 000 evrov. Ne, ampak 16krat več. Pa se človek vpraša, je to potrebno v tej krizi? Gledajte, seveda te kritike, ki so na moj račun, jaz jih sprejemam, vendar pa ves ta denar, ki ga mi vložimo tudi pri gasilkah in gasilcih, ki prostovoljno delajo in manj obremenjujejo proračun, in če prije 10-15 tisoč ljudi, večinoma občank in občanov občine Zagorja. To pride bolj ob zagorskem občinskem prazniku, za to malce manj, ne, po zimi, ne. No, ampak jaz sem vsak let v polnoči z mojimi občankami in občani in vsem tistimi, ki pridejo, ki jih pozdravim, in moram reči, da med 11. in 12. uro je polno prije več. Ni pa 16 tisoč, ne? Ne, je pa sigurno 6-7 tisoč ljudi in to je tisto minimalno, kar jim dajemo pri proračunu. Da se tu mogoče razmisliti, ne, če je res potrebno, ne? Na eni strani 1000 evrov, na drugi strani 16 000 evrov. Ne vem, koliko so koštali Folki Doli, jaz sem forsiral, da igrajo tudi domači ansambli. Kar je prav, kar podpiram in tudi pomagajo na druge načine. Seveda pa so imena, ki vlečejo tudi v Zagorju, in jaz moram reči, da mladi, ki mi ostavljajo, rečejo: Matjaž, hvala, nikoli že ne bi videl Severine, Jelene Rozge ali Klap, kajti nimamo tega denarja, ne moramo iti na koncert, ker je karta 30 ali 40 ali 20 evrov, tukaj je pa brezplačno in gledajte, ne delam to zaradi sebe, zaradi moje promocije, ampak delam zaradi ljudi. Beno Ranzinger, nekoč tudi naš sodelavec, nam je tudi poslal nekaj vprašanj in bom kar prebral. Dejal je, da lahko omenimo njegovo ime. Iz gradiva za občinski svet je razvidno, da je letna najemnina za infrastrukturo, ki je občinam zaračunava komunali, ta pa preko omrežnine uporabnikom preko 210 000 evrov. Kako ste prišli do tega zneska? V kolikšnem času predvidevate, da bi se infrastruktura amortizirala? In ali je v ta znesek zajeto predvideno in nepredvideno vzdrževanje infrastrukture v življenjski dobi? Ne? Zdaj, razumete vprašanje? Razumem. Se vam lahko tudi potem posedujem to vprašanje? Bomo tudi po strokovni plati odgovorili gospodu Ranzingerju. Vsekakor pa ta sredstva, ki se zbirajo, se namensko morajo porabiti za nadaljne investicije, za vzdrževanje, in to je namenski denar, ki ga moraš tudi namensko porabiti. In za nič drugega, ne? Tako. No, prej sem mogoče ven spustila, nekateri so dobili višji račun, čeprav niso priključeni še na čistilno napravo. To bo zdaj komunala odpravila? Komunala je že odpravila. Je že poslala dobropis? Vsem je poslala dobropis, tam, kjer so storili tudi ta zadeva je rešena. Če pa še kdo ima takšen račun, pa naj se še javi, ne? Tako. Ni prepozno, ne? Ok, mogoče sva to prej ven spustila. No, potem je pa še naslednjo vprašanje postavil, kako lahko v obrazložitvi povišanja cene govorite tudi o tem, da se je nekaterim občanom znesek na položnici zmanjšal, ne? Ne vem, jaz tega nisem slišal z vaših ust, ampak tako je bilo zapisano. Katerimi na podlagi česa se samo
če se je samo omrežnina za čiščenje vode za gospodinjstva z najmanjšim vodomerom povečala za 10,5 evra in sedaj v strukturi celotne položnice, ki jo dobi povprečno gospodinjstvo, zajema že vsaj 25 do 40%. Stavim položnica, pa če lahko rečem, kar nočna mora v prejšnjem tednu, ki mi je presenetilo, predvsem, ker niso bile položnice večje za 9 oziroma 10 evrov, ampak so bile za več, zaradi razlogov, ki sem jih navedel. Seveda pa sama poraba vode vpliva. Jaz sem kar pregledal nekaj računov za zadnje 3 mesece. Nekateri so bistveno več plačali, predvsem pa tisti, ker je samo eden v stanovanju, kot sem rekel, je ta fiksni del teh skoraj 10 evrov, ki se jim je najbolj poznal na položnicah. Ali pa tisti, ki so na pavšalu, ne? Še. Tako, ali so na pavšalu. Zelo veliko družino, ne? Tako, in veliko porabo vode. In sedaj poraba vode tudi vpliva na samo položnico. Se pravi, so pa tam položnice 30, 40, 50 evrov, sedaj zavisi, kakšna je poraba. To je pa za odvoz smeti, za pitno vodo in pa potem za čiščenje in odvajanje odplak. Potem pride pa še Ceros, ne? Potem pride pa še Ceros, da ne govorimo sploh o tem, da nekaterih občinah zaračunavajo tudi površino streh pri komunalnih storitvah, preden tega ne bomo nikoli delali in tudi se striktno... Če ne bo kakšna odredba države, ne spet? Je že odredba, ne. Pa še ne. Ampak tukaj mislim, da je bilo pa res prava revolucija, ker to je pa neumnost nad neumnostmi, da na takšen način ljudje obremenjujemo. Kot sem pa rekel, čaka nas pa še Ceros, povečanje položnic. Tukaj pa občinski svet sprejel na mojo pobudo, da bomo pa šli v subvencijo, ker bomo morali plačevati v Ceros v Hrastnik in tukaj so pa poznali ljudem na položnicah, koliko bi morali plačati in koliko bo šla subvencija iz proračuna. In to je ta moja odgovornost, ki je bila kratkoročno gledana, kajti če bi sedaj šli v subvencijo, potem pa po povišanju smeti bi rekli, gledajte, vse se z nami igrajo, hecajo. V Cerezu je investicija pa 12 milijonov evrov, to je ogromen objekt, tam bo zaposlenih 12 ljudi, ki sortirajo te odpadke. Ampak bi pa potrebovali še kakšno občino, ne, nujno, ne, ker je premalo odpadkov, ne, za take kapacitete. Ko se je ta projekt delal, je bilo predvideno 21.000 ton, v teh 10 letih se je zmanjšalo količina odpadkov na 14.000 ton in če želimo doseči cilj, ki ga moramo pridobiti še eno občino, da bomo v rentabilni, ne? Rentabilni, tako. Tako, ja. Še eno vprašanje je postavil Beno Ranziger in sicer, kdaj in na kakšen način bo občina Zagorje povrnila nekaterim občanom v letu 2015 per več obračunan prispevek za uporabo stavbnega zemljišča? No, mi smo obvestili vsem, ki smo jim zaračunali preveč nadomestilo zaradi napake, ki je bila storjena zaradi razlogov, ki sem jih že navedel. Mi smo vsa sredstva deponirali v banki Deovski hranilnici in vsakdo, ki je prišel, je dobil povrjeno. To je bilo 400 teh, ki smo jim preveč zaračunali. Ponovno pa apeliram, kajti okrog 120, 130 jih še ni prišlo po denar, ne vem zaradi kakšnih razlogov, kajti obvestilo so dobili osebno domov kot pismo župana. Če niso dobili še, ne se javijo, ne? So dobili obvestilo, ampak nekaterim zgleda, da so spregledali. Spregledali ali pa vsekakor je še čas, tako da pozivam tisti, ki niste prišli po ta denar, prijete, se pravi, okrog 380 je prišli, ostalo je pa še denar na banki. No, nekaj vprašanj smo dobili tudi od občinskih svetnikov, ki bodo zadeve predstavili tudi na sami seji občinskega sveta in eno se mi zdi kar precej zanimivo, mislim, da je to ga postavil Bojan Simončič ali pa ga bo, no, in sicer od občinskih svetnik in sicer zaradi povečanega prometa skozi Zagorje, ali se mogoče razmišlja o kakšnem predoru, o kakšni bližnjici oziroma o tem, da bi se promet, ki je res velik, ne, preusmeril kam drugam, da ne bi šel skozi samo središčno mesto?
Je kakšna varianta? Te variante nimamo. Rešitev za Zagorje je predor v Trbovljah proti Preboldu. Ki pa tudi ni v načrtih, ne? Oziroma je že dolgo v načrtih. Že dolgo v načrtih. Ampak to je za razbremenitev Trbovelj dobro, tudi s tem. Ja, ker je promet skozi Zagorje, skozi Zlake, vemo, da gre v eno smer 6, 7, 8 tisoč avtomobilov. Po Slačnikom se pa ne da kakšen predor zagraditi, preslab teren? Ne, se pravi, mi teh variant nimamo in tudi sama geologija, oziroma da bi razmišljali, kot so nekateri predlagali. Recimo pod Evroparkom, no, naprimer, ne, se ne da, ne? Ne, se pravi, mi... Prenavaren teren. Prenavaren teren. Zaradi rudarstva, ne? Vprašanje, kako so tudi jame zaprte, ne? Tako, in tukaj je šlo za 250 let odkopavanja in te posledice se bodo čutile še desetletja ali stoletja. Se bo treba navaditi, ne? Nova, počasi vrata odpira nova agencija. Zdaj imenovali boste verjetno tudi vi, v.d. direktorja, potem se bo tudi ta zadeva kadrovsko potem izpopolnila, ne? Čisto laično, občine bodo črpale denar, ne? Zato je ustanovljena zdaj agencija. To se mi zdi kot neko še bypass podjetje. Ne more to občine direktno kandidirati na ta sredstva, da je potrebno še ustanoviti neko agencijo, ker bo 5 zaposlenih. Pa jaz verjamem, po izkušnjah sodeč, da se je v začetku 5, ampak mogoče bo naslednjo leto, ko boste sedeli v tem studiu, govorila pa, da jih je že 7, 8, ne? Tega se nekateri bojijo, ne? Zopet je zakon. Zakon jasno predvideva, da moramo ustanoviti agencijo, ki bo javnega značaja v večinski lasti lokalnih skupnosti. To moramo storiti do 1. junija 2016. Mi bomo to s 1. marcem tudi naredili, ko bomo potrdili vršilca dolžnosti, gospoda Tadeja Špitarja, sedanjega podžupana občine Trbovlje. Če želiš pridobiti evropska sredstva, ne more občina sama kandidirati, ampak moraš v okviru regionalnega centra za razvoj, kot je v preteklosti, sedaj po okviru regionalne agencije za razvoj, ki ima sedež v Zagorju, in v začetku bodo 4 zaposleni, toliko tudi financira to država, in ni to kaprica, ali pa neki nadstandard, ki bi si občine želele, ampak to moramo narediti zaradi samega zakona. Da boste lahko črpali denar, ne? Jaz pa še vsem pravim, ne? Spet so se spomnili za eno novo birokracijo, ne? Neko podjetje, ki bo to skrbelo, ker bi verjetno bile sposobne občine tudi same, ne? Ja, ampak po celi Sloveniji je 11 regionalnih agencij, pri nas je bil regionalni center za razvoj in vsi projekti so morali preko regionalnega centra za razvoj, ki je imelo pooblastilo s strani vlade, da izvaja te projekte, ki so se izvajali v okviru vseh 3 občin, in sama občina ne more kandidirati na evropska sredstva v okviru vzhodne ali zahodne regije v naslednji finančni perspektivi. Vsekakor je pa to breme tako državnega proračuna kot samih občin. Seveda boste pa verjetno občine tudi budno spremljali, kako ta agencija dela, ne? Vsekakor. Bo tudi kadrovsko tako sestavljeno, ne? Direktor plus eden iz vsake občine, ne? Nenapisano pravilo. Glejte, nenapisano pravilo, tudi pri direktorju ni bilo pisano pravilo, da mora biti iz Trbovlj. Ja, Mi smo rekli, da bomo podprli kandidata, ki je dober. Žal so prvo kandidatko v Trbovljih zrušili, ker je odstopila. Mi bi jo podprli, kajti vemo, da moramo čim prej to agencijo odpreti oziroma jim dati podporo, da končno začnemo pridobivati tudi ta evropska sredstva. Imeli ste v teh dneh tudi obisk gospodarskega ministra, gospoda Počivalškega, in ste zadovoljni s tem obiskom? Zadovoljen, presenečen. Sedaj bomo pa videli, kakšni bodo rezultati na koncu. Mi smo predstavili kar nekaj projektov, tako Expo 2015, kaj bi bilo v tej hiši, ki pride v naslednjih mesecih v Slovenijo iz Milana.
kjer smo vključili predvsem mlade s svojimi idejami. V teh dneh bo javni razpis. Na podlagi javnega razpisa bomo videli, ali bomo šli v sam ta ekspo oziroma postavitev tega objekta v Zagorju, ker bo tudi stvar diskusije z občino Trbovlje in pa Hrastnik, ki sta podprla ta projekt, seveda brez finančnih obremenitev. Vemo pa, da je nekaj občin oziroma po medijih vidim, da je Murska Sobota in pa Zagorje. Ne bomo šli na vsako silo, da bi ta objekt dobili v Zagorje. Vsekakor bo pod finančno sliko potrebno pogledati, ali se nam splača ali ne. Želite pa si dobiti bazen, ne? To je pa naslednji projekt, ki je pa precej dražji, ne? Tako, to je pa projekt, mi smo pripravili 3 projekte, to je poziv Ministrstva za gospodarstvo. Občina Zagorje je prijavila največji projekt, to je medgeneracijski center v Toplicah pri osnovni šoli Toneta Krogarja. Kako se imenuje? Zanimivo ime ima, no. Vsega pa lahko mimo, ja. Tako da smo ministru ta projekt predstavili, seveda povedali tudi poleg tega projekta, ki vključuje medgeneracijski center za večnamensko dvorano s spremljajočimi prostori in tudi z bazenom plavalnim, ker koristimo tudi termalno vodo, najnovejšo tehnologijo. Tako da je ta projekt sedaj v obravnavi v okviru Vlade Republike Slovenije, minister ga je podprl. Seveda pa smo vzporedno izpostavili tudi problem Medijskih Toplic, ki so prava sramota, vendar tam mi ne moramo kandidirati, ker nismo lastniki. Vemo pa, kakšna je zgodba z Medijskimi Toplicami, žal, in na vseh pogovorih to izpostavljam. Minister je podprl tudi izgradnjo letališča z razširitvijo in z tehnološkim parkom. To je predstavil gospod Sašo Knez. Zelo zanimiv način in pa mislim, da je bil minister presenečen, kaj sploh v Zasavju razmišljamo, oziroma da imamo ljudi, ki gledajo desetletja naprej, in tukaj lahko rečem, da smo z gospodom Knezom res, če lahko rečem, na isti valovni dolžini, kje je vizija Zagorja, letališče z mestom živi in mesto z letališčem. Vsekakor pa je bil poudarek tudi na Sveji. Oblikoval sem ekipo, ki želi zagnati proizvodno kuhinj v objektu Sveja. Pod imenom Sveja? Tako, pod blagovno znamko Sveja. Seveda pa bo to stvar tudi ministra, ki smo z njim sestali v mesecu marcu z temi možnimi investitorji oziroma tisti, ki bi prišli v to novo podjetje. Seveda pa je sama blagovna znamka, da dobiš samo Svejo kot blagovno znamko, košta 180 000 evrov, samo malo za občutek gledalkam in gledalcem, in pa več milijonov evrov košta celotna Sveja. Mi želimo, da v teh proizvodnih prostorih, tam, kjer je bilo skladišče, da dobimo 2 proizvodni, stvari grejo v pozitivno smer, in pa da se tudi nova proizvodna v proizvodnih prostorih tudi pridobi. In tukaj računamo na pomoč vlade, če bo, smo mi tudi pripravljeni sprejeti ta izziv. In računate, da bi lahko delo dobilo koliko ljudi? Jaz mislim, da 20 do 30 za začetek. Vsako delovno mesto šteje, predvsem pa moram reči, da meni je interes obdržati blagovno znamko Sveja v Zagorju. Jaz se borim. Zato je še tudi pihalni orkester Sveja, čeprav ga financira občina? Tako, jaz tukaj sem vedno rekel njim, sami ste, ki odločate o tem, kakšne ime boste imeli. Jaz sem del nobenih pogojev kot občina ali občinski svet. Oni živijo s tem imenom, so ponosni in tudi jaz. Žal se je naredilo, kar se je. Jaz se trudim, delam na tem, če bom uspešen, bom vesel. Če pa ne bom kazal s prstom na nekoga tretjega, da delam tisto, kar mogoče nekateri župani delajo, ampak sem tudi navezan na Svejo, kot na ostala podjetja. Zdaj sta pa res prišla do zaključka oddaje. Na tem mestu se vam tudi zahvaljujem za to, da je bila občina Zagorje pokrovitelj izbora Najšportnik ETV. V spomin na vašega dolgoletnega sodelavca, direktorja občinske uprave Braneta Mahneta.
To zadevo smo speljali, nagrade podelili, upam, da smo prave tudi izbrali. Vam hvala za pomoč. Jaz upam, da boste z nami tudi zdaj pri tem novem razpisu za Naj pesem ETV, ki je tudi vseslovenski projekt za obisk v studiu, pa se vam zahvaljujem. Hvala tudi za vašo prireditev najšportnika, da se spomnimo pokojnega Braneta Omahneta, ki je bil res prava legenda, je legenda v občinski pravi bil in v celotni občini v slovenskem prostoru. Mi takšne stvari podpiramo, kot bomo ostale, in vsekakor vam želim uspešno delo naprej tudi z mojo in z našo podporo. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.